V ljubljanskem hotelu Union so tudi letos na pepelično sredo pripravili že 87. tradicionalno slanikovo pojedino. Vsekakor gre za običaj, ki je vreden pozornosti. Slanik kot postna jed po stari ljudski šegi namreč zaznamuje vstop v 40-dnevno postno obdobje. Sprehod skozi veliko kongresno dvorano hotela in pred njo je bil prava paša za oči, saj so bile razstavljene vrhunske kulinarične mojstrovine iz rib in drugih morskih dobrot ter ledene in maslene skulpture. Na svoj račun so resnično prišli ljubitelji rib, ki so lahko marsikatero dobroto tudi okusili, saj so skoraj vse jedi pripravljali sproti. Kako so v Unionu sploh prišli do te zamisli, ki vsako leto privabi več kot 1000 ljudi, nam je povedala Maja Kosen. Zdaj v Grand Hotelu Union pripravljamo tradicionalno slanikovo pojedino že od 1908, v bistvu z nekaj letnimi prekinitvami, tako da v bistvu je tradicionalna. Je pa v bistvu nekako kulinarično izročilo, ki se prenaša, v bistvu edinstveno tudi slovensko kulinarično izročilo, v bistvu, ki je pač nekako dan popustu, se pravi pepelnična sreda, v bistvu star krščanski praznik, ki se je potem nekako tega resnost tega dneva, ki zahteva post, ker po današnjem dnevu se začne post, so zaobšle v bistvu mestne gostilne. V Grand Hotelu Union smo to 1908 prvič pripravili in s tem v bistvu se začela tradicija slanikovih pojedin v Grand Hotelu Union. Moram reči, da vsako leto nas obišče nekje med 1200-1500 ljudi. Letošnje leto se mi zdi, da je tudi zadeva dokaj uspešna in pač pričakujemo res dobro udeležbo, oziroma je dobra udeležba. Razmišljate morda, da bi podaljšali takšno prireditev celo na 40 dni? Ta bi bila pa malo predolga, po moje. Jaz ne vem, če bi bili naši kuharji vzdržljivi, da bi lahko to zadevo 40 dni v bistvu na tak način. Zadeva je, se mi zdi, da ker gre za kulinarično pač res izročilo, se mi zdi, da je to zelo pomembno, da mi to ohranjamo. Kako se bo pa vsak izmed odločil, a bo imel 40-dnevni post, pa prepuščamo v bistvu samim gostom. Začnejo lahko z nami. Celotna pojedina je v glavah in rokah kuharjev in kuharic, pa tudi ostalega pomožnega osebja, da so pripravili prave kuharske mojstrovine in umetnine. Pravijo, da se dobro hrano uživa z očmi in seveda želodcem in kadar se ta dva užitka združita, nastane gurmanska poezija. Zato smo se obrnili kar na glavnega kuharskega poeta Janeza Dolška. Ja, danes smo pripravili vse, kar je od ribe. Predvsem imamo slanika na razne načine, sprav slanik dimljen, mariniran, vložen v raznih čebulcah, v raznih patejih, terinah, galantinih. Imamo tudi tople ocvrte v kugeljcah, slanike v glavnem na razne načine. Poleg tega pa še ogromen v bistvu rib, sladkovodnih, morskih rib, rakov, školjk, muzgovcev, vse, kar si lahko človek spomni. Kot vidite tam na začetku, ki je bilo tiste ribe, v bistvu, ki so sveže, so vse na nek način pripravljene tukaj pa danes. Imamo pa več načinov priprave, imamo tudi tekmovanje, med drugim, da pride tudi drugi kuharji, imamo v bistvu narediti nekaj pa izziv, nam, v bistvu, da nam pokažejo, kaj znajo narediti iz ribe, da tudi po en stran črpamo tudi ideje za naslednje leto. Imamo tudi kuhanje paele, to se pravi kuhanje v živo, pa naredili smo letos novost, dali smo front kuhno, kjer se pripravljajo neke jedi, v bistvu pred gostom lahko počakaš, na hiter poješ stoje in greš. Imamo tudi a la carte ponudbo, kjer imamo pester izbor v bistvu rib, raznih predjedi, hladnih,
Slanikov krožnik, kjer so zajete več ali manj vse ribe, ki smo jih pripravljali, hladne, od mariniranih, dimljenih, v raznih marinadah, noter v galantinu, v terinah in tudi nekih solatah. Pa pol v bistvu tople jedi od klasičnega mediteranskega brancina na žaru do bolj zakomplicirane, bomo rekel, paele ali kakšne bolj komplicirane jedi sestavljene na krožniku. Slovenci v svoji kuhinji nimamo uvrščene ribe kot naše tradicionalne hrane. Zato nas je zanimalo tudi, če smo Slovenci res ljubitelji rib. Ja, kakor danes vidim, da kar tudi konzumirajo veliko. Vidim tudi obisk, da je kar ogromen, pridejo pogledati to Slanikovo pojedino, to se pravi, da so navdušeni nad ribo. Po eni strani nam je Unionu izziv riba, ker vsak let pripravljamo to tradicionalno Slanikovo pojedino in nekje mislimo na ribo. Drugače pa izziv je in govedina in perutnina, vsako živilo, ki ga prime v roke kuhara, tudi trudimo se tako, da pač iz njega dobi najboljše, kar se le da. Kuharji si tudi radi med seboj pomerijo, kdo pripravi bolj okusno jed za želodce in bolj poželjivo za oči. Zato tudi na Slanikovi pojedini ni šlo brez tekmovanja. Letos je 5. tekmovanje v raznih kategorijah, to je v hladnem delu, to je A, B pa C kategorija, kar pomeni A kategorija nekje zajema hladno kuhinjo pa predjedi, toplo kuhinjo pa B kategorija, kjer morajo pripraviti, glavne krožnike pa plošče restauracijske. C je pa slaščičarstvo, kjer se slaščičarji pokažejo svoje spretnosti in izdelke. Imamo pa tudi tekmovanje v pripravi morske rižote, prav kuhanje v živo, da se mora pač pred gosti, pred komisijo pripraviti 2 porcije rižote, kuhajo sicer 20, 2, eno ima za komisijo, pa eno za razstavo, pa ostalo za prodajo. Če ste zamudili letošnjo Slanikovo pojedino, boste imeli novo priložnost čez leto dni. To pa ne pomeni, da ribjih jedi ne morete uživati v tem čakanju. Seveda si jih lahko privoščite. Ribe sodijo med zdrava in priporočljiva živila, ki bi morala biti v zmernih količinah čim večkrat na naših jedilnikih. Morda smo komu le naredili spomine, da se bo večkrat odločil za ribe.